Lep pozdrav prav vsem, ki ste si danes vzeli čas za klepet ob naši Zoom kavici. Današnja tema je temeljna in zelo pomembna. Govorili bomo o brajci, genialnem zapisu. In mislim, da ta pridevni genialni zapis res ni preveč. Vesela sem, da se bomo danes lahko pogovarjali z ljudmi, ki so na različne načine povezani z brajco. Med nami pozdravljam Boženo Potočnik, ki poučuje brajco odrasle na Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Maribor in Damjan, in njene učenke. Pozdravljam tudi Janjo Hrastovšek in Anjo Ponikvar, tiflopedagoginji iz centra Iris. Lep pozdrav tudi mojemu bivšemu sodelavcu Dušanu Brešarju, Dober dan. Janezu Ivanu Mlačniku, avtorju učbenika za učenje brajice Makovka, in Petru Rotu, predsedniku Tiflo sekcije. Pozdravljeni. Želim si, da bi bilo naše današnje druženje en tak sproščen klepet z našimi gosti. In zelo dobrodošle bodo tudi vse misli, vprašanja in pobude udeležencev. Prav pa je, da začnemo na začetku. Dušan, prosim te, če lahko poveš kaj o brajici, prav o tem, kako je nastala. Ja, se slišimo, ne? Ja, jaz bi izpostavil dve stvari. Ena stvar je, se pravi, prvi, ki je začel govoriti o tem, da slepi morajo brati z tipom, je bil Francesco Lana de Terzi, to je bil en italijanski jezuit, duhovnik, pionir letalstva, ne? On je prvi, ki je začel, on je poznal, bi rekel, enega dragolarja pa enega kiparja, ki sta se preživljala s tem, in je potem v knjigi Predhodne razprave o nekih novih izumih in inovacijah v znanosti in umetnosti v drugem poglavju predstavil idejo, ki se je razvila v Braillovo pisavo, a ne. Za razliko od prejšnjih sistemov je Lanova abeceda temeljila na ideji, da je treba, da ni treba posnemati ročno napisanih ali tiskanih črk, temveč jih je treba narediti abecedo z tipoma, ne. In je tudi delal na tem, in je celo naredil je napravo za pisanje, ker je rekel, da slep ne ve, kje je začetek lista in vrstice, ter ne more pisati v ravni vrsti. In je potem odpravil z enim okvirjem, preko katerega so bile napeljane žice ali vrvice vzporedno s seboj na razdalji, in na ta način je pač slepim pomagal, da so pisali, a ne. Potem zdaj Lanin problem je bil v tem, da je uporabljal tudi, on je naredil cel kup pisav, enih 5-6 pisav. Jaz sem o teh stvareh pisal v lanskih obzorjih, oziroma zvočnem časopisu Obzorje, tako da če koga zanima to, kar danes govoril, je bilo vse lani to napisano, a ne. Zdaj, njegov največji prispevek je seveda to ravninsko pisanje, bomo temu rekli, a ne. No, in izgleda, da je to knjigo njegovo je prebral Charles Barbier, ki je zame pomembnejši kakor Louis Braille, ne. Namreč, no, v njegovem življenju sem pisal 7., 8. do 10. številki lanskega zvočnega časopisa, a ne. Zdaj, največja napaka, ki se pri Barbiju dela to, da piše, da je bil Napoleonov vojak, ne. On ni bil nikoli Napoleonov vojak, zato ker je 1792. leta med francosko revolucijo v času največjega jakobinskega terorja izstopil iz vojske, odšel v Ameriko, tam je recimo, da je obogatel in se okrog leta 1800 vrnil nazaj po Napoleonovi amnestiji ker je namreč veliko francoskih plemičev je pobegnilo skupaj z premoženjem in Napoleon je pa rabil vojake in je potem tako, ne. On se po vrnitvi ukvarjal z izumljanjem pisav,
Vojski ni bil nikoli. Svojo metodo, ki se imenuje nočno pisanje, sonografija ali kakorkoli, on to nikoli ni tako imenoval, ampak se je to kasneje prijelo, je testiral v zavodu, se temu reče 15x20, Queen's Wing, ali kako, ne znam dobro francosko, kjer je najstarejša ustanova za slepe na svetu. To so bili plemiči, 300 plemičev je, ki so v križarski vojni oslepeli. Brigita, če bom predolg, me kar prekini. No, in ko je to ugotovil, je napisal knjigo Razprava o različnih metodah hitrega učenja francoskega jezika. Za francoski jezik vemo, da je zelo komplicirana, kar se tiče. On je imel namen, da bi ljudi, kot so kmetje, obrtniki, ne vem, karkoli že, nimajo časa, pa je potem, da bi jim omogočil čim hitrejše učenje tega francoskega jezika. On je za svoje izume dobival nagrade Akademije znanosti in umetnosti, je pa recimo 1819. leta moj poročevalec napisal, da je super pisava, super zadeva, ampak naj naredi neko enostavnejše in cenejšo pripomočke za pisanje. No, in ko je leta 16 poslal to zadevo v ta Kraljev inštitut za slepe, da je ta Sebastian Guillet zavrnil. Vedeti moramo, da je ta Guillet izpopolnil Ovijovo metodo teh izbočenih črk in ni bil zainteresiran za kaj novega. No, ko so se pa zamenjale stvari, je pa ta Pigne je pa pozdravil metodo in v poročilu napisal: gospod Barbier mi je posredoval precej domiselno metodo za pisanje za slepe, ki jo lahko uporabljajo za dopisovanje med seboj. Odločil sem se, da z učenci preizkusimo to metodo, čas bo pokazal, kakšne stvari lahko prinese. Barbier bo deponiral tudi nekaj vzorcev v našo knjižnico. Je pa tako, da so pred njim skrivali, oziroma najprej se niso hoteli sestati z njim v tem zavodu, ko sta se pa 19. junija 21 končno srečala, se pravi ravnatelj pa Barbier, je bila pa metoda že na preizkušnji v šoli. In tudi Barbier je za brajico, katere pravzaprav bi rekel, saj boter je bil, je izvedel šele 33. leta, in ko je izvedel za primerek, je prebral in avtorju čestital, in Louis Braille in Barbier sta postala prijatelja, čeprav je bilo med njima, 50 let razlike. Tako da zdaj, v čem je pač prednost v tem? Zdaj prednost je v tem, da je pač, se pravi, rečemo brajica, Louis Braille je uvedel slovnico, se pravi, pa razne ločila in te stvari, medtem ko Barbier pa tega ni imel, ker on je pač bolj šel po sistemu, ki je recimo pri Srbih je to piši, kao što govoriš, recimo, ampak ne govorimo o slovnici, pač bolj način. Tako da v tem smislu je recimo pomembno, se pravi, šel je se temu reče, iz fonetičnega pristopa je šel v nekako slovnično, kako so te reče, to bojo pa drugi bolj povedali. Je pa tako, treba je vedeti, da brajica je v bistvu kodirana pisava, in tako da je v bistvu ta preskok, to iskro, ki je lahko naredil samo nekdo, ki je poznal kriptologiranja, in je na ta način je lahko on v bistvu nekdo naredil, to je bil pač bivši vojak. Zdaj, zakaj so pa Louis Braille so pa potegnili ven, pa ga opisali kot nekoga, ki je to naredil, je pa v tem smislu, da je bilo takrat, so nekako
poveličevali te slabovidne oziroma invalide, ne, se pravi, pač kot genialci, kot nekaj posebnega, kot recimo tile obosci, a ne, obožec pomeni v bistvu nekje posrednik med Bogom in navadnimi ljudmi, a ne, v tem smislu, a ne. Tako da, tole je tisto, kar sem hotel povedati. Pomembno je to, da je prišel iz fonetičnega zapisa, ki ga je zagovarjal Barbier na pravopisni sistem, ne. Tako da, toliko na hiter, če bo karkoli, bo še pa kaj vprašala. Ja, Dušan, hvala za to. Ampak zanima me še, kako so takrat sprejeli brajco učitelji v šoli za slepe? Kot sem jaz videl, je pravzaprav cela šola sodelovala pri tem. Ni tisto, pač te dokumente, kar sem jaz našel, oziroma te zapise, a ne, pravzaprav sem že prej omenil, ne, da so v bistvu so določili Louisa Brailleja oziroma eno skupino, ki je delala na tem, a ne. Tako da niso skrivali ali pa karkoli. Mislim, skrivali so pred Barbierjem, a ne, niso pa skrivali znotraj šole, a ne. Danes, ko se naša pozornost vedno pogosteje osredotoča na sliko in zvok in pravzaprav živimo v poplavi informacij, si težko predstavljamo, kakšno revolucijo je v tistem času, ko je brajca nastala, pomenila za slepe. Dušan, ali lahko nam orišeš majčkeno tega občutka? Ja, to je zelo težko, ne. Kar se mene tiče, je v bistvu pisava, bi rekel, najpomembnejši izum človeštva. Okej, mogoče kolo še bolj, ne. Ampak pisava je bila včasih kot ena božanska zadeva. To je bilo pač, v katerega so lahko vstopali samo posvečeni. Nepismenost je bila velika, a ne. Z iznajdbo knjige oziroma pisav so se pa informacije začele zapisovati, so se začele uporabljati, imel si jih pri roki in na ta način je pač človek začel razvijati svoje možgane, a ne. Recimo tudi Charles Barbier, ne, je to kot človekoljub se je zavedal tega, ne, in je enostavno, dobro, to je pač posledica onega humanizma predhodnega, a ne. In je na vsak način pač se trudil, da bi ljudje dal pisavo, da bi jih opismenil, a ne. Tako da jaz mislim, da je to bilo kar eno veliko zadevo, zato ker tile Ovidiova pisava je bilo problem v tem, da v šoli so še brali, a ne. V šoli so še brali, ker so jih imeli na razpolago knjige in tisk, ko so šli pa iz zavoda ven, pa enostavno zaradi denarja in tehnike, ki pa ni bila pri roki, so pač pozabili, so postali nepismeni, ne. Brajica je pa omogočila prav to, zato ker je zelo preprost način, ti vzameš eno šilo pa list papirja, pa lahko v bistvu pikaš, ne, dejansko in delaš pisavo, a ne. Tako da jaz mislim, je bil pa tudi to čas, ne, v katerem so izumljali pisave oziroma recimo mi smo imeli Dančico pa Metelčico, če se spomnite, ne, pa ono Kašo, a ne, ali prav se piše Kaša ali Kaša, a ne, od Prešerna. Tako da je bil to čas, ko so se nekako tudi Ovid je bil recimo kaligraf, a ne, je tudi se ukvarjal s pisavo, tako da jaz mislim, pač izum pisave je nekaj, kar je v bistvu človeka naredilo človeka, a ne. Božena in Ivan, kaj pa slepim brajica pomeni danes? Ali slepi ljudje brajico sploh še uporabljajo? Lahko brajico nadomesti zvok? Zdaj ne vem, kdo bo prvi. Mogoče si lahko kar ti. Ja, jaz sem eden tistih zagovornikov brajice. Dobro,
Seveda, verjetno tudi iz nekih osebnih razlogov, ker sem Brajico berem že od mladih nog in tako naprej. Usoda je hotela, da sem pravzaprav na nek način potem kasneje v življenju sam nastopal na področju, ki je začelo konkurirati Brajici, ne, se pravi računalništvo, ne. In sem se v nekem trenutku res znašel v nekem takem hecnem položaju, ne, da po eni strani zagovarjam Brajico, po drugi strani jo pa z raziskovanjem, torej govorim le za preteklost, ker zdaj se s tem ne ukvarjam več toliko. Torej, raziskovanjem možnosti, ki jih računalnik ponuja, od govornih podpor, seveda, tudi računalniški brajl je pomembna stvar, ne. Sem na nek način sam sebi, rečemo temu nagajal, ne, se pravi, prišlo je do nekega spopada teh dveh idej, ne. Ampak, če poskušam kakor toliko trezno pogledati na Brajico, jaz pravim, res je Brajica dobila in dobro je, da je dobila konkurenco. Oziroma, jaz celo pravim, da ni to konkurenca. To so pač neke vzporedne možnosti, ne. Tudi recimo, ne vem, mogoče bomo prišli še na kak 8-točkovni brajl oziroma ga vsaj omenjali. Ne, eni pravijo, da je to pač spet nek nov zapis ali pa da je pokvarjena Brajica ali pa vse mogoče ocene so bile. To je v bistvu samo računalniška izvedba te iste pisave, ne. Tako da to so v bistvu vzporedne možnosti, katerih smo lahko samo veseli. Zdaj, koliko je Brajica pomembna, je pa, torej definitivno je pomembno, to je bilo že tudi nekako rečeno, a ne, kot pisava, ne, se pravi, imeti pisavo, imeti svoj zapis, imeti možnost zapisovanja je le nekaj, kar je, kot je Dušan lepo poudaril, ne, človeštvu pomembno in seveda posledično tudi slepim. Zaradi same konkurence oziroma zaradi samih drugih možnosti, ki jih danes elektronika ponuja, je pa verjetno treba Brajico pravilno umestiti. Ne, ker hec je v tem, da recimo, ko sem jaz delal gimnazijo, smo imeli sicer kasetofone, dobro, jaz sem bil že na kasetah, nekateri prej so delali celo z magnetofonskimi trakovi, skratka, z nekim audio zapisom in Brajica. In to je bilo bolj kot ne vse. Ne? In recimo jaz se še spomnim, kako sem angleški slovar prepisoval v Brajico. Veste, kak posel je to? Ne? Žal se je tako zgodilo, ko sem lih zadnjo besedo prepisal, sem pa na računalnik dobil slovar, tako da je bil potem tisti slovar popolnoma neuporaben. Skratka, eno veliko delo, ki ni na koncu služilo pravzaprav ničemer. In ko je situacija bila taka, se pravi, ko imaš ti možnost samo nečesa, ali pa ko imaš zelo omejene možnosti, potem je seveda Brajica, bom rekel, za vse dobra, ne? Se pravi, in za to, in za ono, in ne vem, dolge zapise beremo v Brajici, in preprosto literaturo beremo v Brajici, ker drugega pač enostavno ni. Ko dobiva konkurenco, oziroma ko dobiva druge možnosti, ko dobivamo druge možnosti, je treba pa Brajici, se mi zdi, da bolj precizno dati mesto. In sodobna tehnologija ne samo, da konkurira Brajici, ampak sodobna tehnologija tudi omogoča tej isti Brajici, bom rekel, nov polet. Ker to, kar danes tiskalniki zmorejo, je pravzaprav čudežno. In zdaj vprašanje, koliko je Brajica danes pomembna. Pomembna bo toliko, kolikor jo bomo znali izkoristiti, kolikor jo bomo znali umestiti, kolikor jo bomo znali dati vlogo, ki njej pritiče. Recimo, zdaj, to je pa čisto moja lastna izkušnja, brati, ne vem, kaj naj rečem, da ne bom koga mogoče užalil, Agatho Christie v Brajici, razen če si res zagret brajevec, mogoče ni tako atraktivno. Brati recimo, bom rekel, Prešerna v Brajici, torej poezijo, kjer je razpored teksta pomembnejši, da sploh ne govorim recimo ne vem, zapisati oziroma narisati periodni sistem v Brajici, narisati Gaussovo krivuljo v Brajici,
To se danes vse da. In če bomo hteli brajco, da bomo na koncu vsi, ali pa večina, ali pa nekako spoznali, da je še zmeraj pomembna, ne zgolj kot nek simbol, ker pač imamo slepi pisavo, ampak zelo, zelo, zelo uporabna, od nas je odvisno, ne. V tem primeru bomo pač brajci dali potrebno mesto, jo raziskovali možnosti, torej sodobno tehnologijo, ki je zahtevna, se strinjam, torej to se ne da kar takole delati mimogrede, ampak je treba se kar dosti poglabljati v ta hardware in software, če hočemo v bistvu izkoristiti oziroma če hočemo iz njega izvleči vse tisto, kar ta software in hardware ponuja. In jaz mislim, da je tle, če bomo to znali in bomo izdelali, bom na pamet rekel, recimo nek učbenik, ki bo imel ne samo napisane formule, ampak bo zraven imel tudi narisane krivulje, tabele in podobne stvari, potem smo zmagali. Če ne, se bo pa dogajalo tako, kot se nažalost zdaj dogaja, ker nekateri, po možnosti še taki, ki brajce sploh ne uporabljajo, na široko in dolgo razlagajo o tem, kako je brajca neka preteklost in kdor se z brajco ukvarja in kdor je poskuša popularizirati, je zaustavljen, je star in je nazadnjaški in ne vem kaj. Ne. Skratka, ja, brajca živi. Jaz mislim, da bom spet vzporednico s šahom potegnil, ko so nekateri rekli, da bo šaha z računalniki konc. Ni res. Šah se je z računalniki populariziral. Ne. Toliko ljudi, ko danes šahira, ni še nikoli. In brajca je v podobnem položaju. Se pravi, če jo bomo znali pravilno postaviti, pravilno umestiti, potem smo zmagali in je zmagala brajca. Če pa ne, bomo pa še naprej širili to idejo, da je to nekaj zastarelega in da to sodi 100 let nazaj ali pa vsaj 50. Ok, Ivan, hvala za tele misli. Božena, a bi še vi kaj dodali tukaj? Ja, pozdravljeni. Bi. Za mene je brajca res največji dosežek, za katerega smo lahko slepi hvaležni. Jaz lahko iz prve roke povem, da sem dobesedno s pomočjo brajce prišla do poklica. Celo življenje uporabljam brajco. V času, ko sem se jaz šolala v Beogradu, ni bilo niti magnetofona, kaj šele kasetofon. Vso gradivo, vse 4 leta sem vse pisala s pomočjo brajevega pisalnega stroja. Vse zapiske, vse skripte, vse sem delala s pomočjo brajce. In tako kot je gospod Mlačnik povedal, kako je pisal angleški slovar, si predstavljate, da sem jaz pisala celo anatomijo, potem vse predmete, ki so bili takrat za to srednjo medicinsko šolo, sem obiskovala v Beogradu za fizioterapevte in vsa leta vso psihologijo, patologijo, vse strokovne predmete, ki so nam jih predavali, sem dobesedno pisala, imela sem na kupe enih papirjev, map, ni da ni. V koncu šolskega leta sem stvari pošiljala domov po pošti, da sem si potem shranila, ker si rabo za maturo, vse za nazaj pogledati. Skratka, za mene lep človek, ki ne obvlada brajce, je nepismen človek. Mogoče to, ne vem, za enim se to ne zdi pravilno, ampak jaz vedno rečem, če ne obvladaš brajce, si slep, si dobesedno nepismen. Zato sem jaz res celo življenje uporabljam brajco, zdaj tudi te novejše tehnologije, kot je računalnik, ampak naj samo povem, takrat mi smo profesorji, so bili dobesedno že tako izurjeni, ko so prišli v razred, je bilo stroji na mizi in smo samo pisali in dobesedno so se izurili, da so prav glasno govorili, ne, ker si predstavljate 12 pisalnih strojev ali pa dobro rečemo 8 do 10, kakšno ropot je bil to v razredu, ampak bili so toliko, vse drugače, vse ni bilo, nismo imeli ne knjig, ne nič, dobesedno so se morali znajti in si na tak način pomagati, da smo lahko sploh se šolo dokončali. Tako da, ja, bili so pa tudi zanimive stvari, ne, mi smo imeli
pisala miza v razredu, ki je imela predal spodaj. In vem, da ravno pri politični ekonomiji se je zgodilo, da sem imela lepo skripto spodaj. Profesor rekel, ne, saj ne rabite se vstajati, vi kar sedite. In sem lepo brala spodaj, izuro si se, da nisi rok premikal, ne, samo v zapestih in si bral in sem tudi prišla do lepe ocene na ta način, ne. Mislim, politična ekonomija res ni bilo nekaj, pri anatomiji to ne bi šlo, ne, ker smo imeli tudi vaje in tako dalje, da si moral obvladati, ampak ja, ne, brajica in potem ne nazadnje tudi učenje, zvečer tema, ob 10 so se luči pogasnile v internatu in smo se lepo lahko učili, tako da, ja, ne, brajica je za mene dobesedno izum za Nobelovo nagrado. Če mene vprašate, ali je to bil Charles Barbier ali pa Louis Braille, ampak to je bilo ogromno ene požrtvovalnosti, da je to se izumilo in res koristi nam slepim. Tako da, ne vem, za mene je to nekaj nenadomestljivega. Vse lahko elektrike zmanjka, mi pa se še vedno znajdemo, si lahko napišeš, prebereš, ni problem, tako da, ja, za mene je brajica na prvem mestu. Hvala, Božina. Mi bomo. Božina, omenili ste, da slepa oseba, ki ne obvlada brajice, je pravzaprav nepismena. Peter, a bi mogoče lahko rekli kakšno besedo o tem, zakaj? Se mi zdi to res pomembna stvar v tem obdobju, ko se zdi, da brajica mogoče tekmuje z zvokom. In se mi zdi, da je res pomembna stvar, ampak velikokrat spregledana. Peter, a lahko kakšno besedo o tem? Pozdravljen še z moje strani, upam, da se slišimo. Dobro se ti sliši. Super. Mislim, ja, sej dost zdaj kle za dodati mogoče niti ni. Opismenjenost je, kakor so že povedali moji predhodniki, je bila mogoče včasih izjema, zdaj pa je opismenjenost, biti opismenjen neka civilizacijska norma, bomo rekli. V 21. stoletju je to, da si opismenjen, civilizacijska norma in za slepega to pomeni, da mora znati oziroma je to Brailleva pisava. Tako da se popolnoma strinjam, da bi to moralo biti, da bi moglo biti še večji poudarek, večji poudarek, da to zavedanje pomena, se mi zdi, da potem prehitro ratamo zadovoljni s tem, kar imamo, se nismo pripravljeni prilagajati toliko, ampak lih ta, ne, to se ne zavedamo, kako sebi eno tako osnovno pravico, ki jo imamo, oziroma neko osnovo, ki se pričakuje od nas, kako jo lahko tako enostavno zanemarimo oziroma vržemo čez ramo, ne. Tako da seveda poznavanje jezika, ne, tudi če potem delaš na zvoku, tudi če pišeš, saj zdaj vidim člane, ne, ki ne znajo brajice, pa še vedno pišejo elektronske pošte, ampak potem preverijo samo po zvoku, ne. Slej ko prej, če ne uporabljaš nekega formalnega jezika, neka pravila jezika pozabiš, grejo ven in se začnejo pojavljati slovnične napake, čisto neke pravopisne zadeve, se počasi znižujejo, kar spet, ne, če si v neki uradni komunikaciji ali s potencialnim delodajalcem ali z neko drugo uradno ustanovo, seveda sebe pol postaviš v slabšo luč, enostavno, ne, se obrneš. Tako da brajica, zdaj Brailleva vrstica v kombinaciji z zvočnimi sintezami in računalnikom ali pa brajica na papirju, še zmeraj je tu ena osnova in ja, tako kot so že moji predhodniki rekli, se tudi jaz z njimi strinjam. Slepa oseba, ki ne zna brajice, ki ni opismenjena v brajici, je nepismena in s tem nekako ne dosega neke družbene norme, od katero se pričakuje od človeka v Sloveniji v letu 2000 in kasneje, ne, do današnjih dni, ne. Hvala ti.
Um, Ivan, brajico beremo s prsti, nekateri so jo sploh včasih brali tudi z ustnicami, zapisujemo pa jo lahko na več različnih načinov, s pomočjo brajeve tablice, brajevega stroja, tiskalnika, pa še nekaj drugih načinov je. Kaj omogočajo različni pripomočki za zapisovanje brajice? Kaj so njihove prednosti ali pa področja uporabe? Ja, zdaj včasih se je seveda pisalo na tablice, zdaj tablice so počasne in prihajajo pravzaprav vse po mojih izkušnjah. Zdaj, če ima kdo še kakšne dodatne izkušnje, bo pač dodal. Za zapisovanje recimo nekih zelo kratkih stvari. Naprimer, spet bom pri šahu. Pri šahu je treba vse turnirske partije pisati in to so kratki zapisi, potez. In tam je še zmeraj tablica. Tablica predvsem zaradi tega, ker je tablica v bistvu tišja od pisalnega stroja, ne? In na turnirju, kjer se igra, je relativna tišina in se, ne bom rekel zahteva, no, ker ne poznam pravila, ki bi to prepovedovali ali pa kaj, nekateri slepi šahisti tudi pišejo s temi malimi strojčki. Tako da ja, ampak meni osebno je tablica v tem primeru tak čudovit pripomoček. Tablica je tudi čudovit pripomoček za označevanje določenih, recimo, igralnih kart, vsaj po mojih izkušnjah. Seveda, kot sem rekel, je pa za neke daljše zapise, tako da vsa čast tistim, ki so svoj čas knjige prepisovali na tablico, no, to je res, to je res kot na roko prepisano Sveto pismo, ne. Potem so seveda prišli stroji, ki imajo prednost v tem, da so hitrejši. Prednost je tudi v tem, da je, tako imamo pozitiv, ne, se pravi, pri tablici dejansko moramo list ven vzeti, da dobimo vtis, kaj smo napisali. Pri stroju je pa to že direktno in je seveda ima svoje prednosti, recimo pri šolanju to zelo pride prav, ker lahko učenec sproti kontrolira, kaj je zapisano. Potem so, mislim, da je to relativno govorim, nov izum, so te labelarji, se pravi, kjer se s pomočjo določene napravce na večina samolepilne trakove, tu gre spet za neke krajše zapise, za označevanje map, zvezkov, ne vem, knjig, česarkoli, no, kamorkoli lahko potem te nalepke prilepimo. Tako da to je recimo tudi ena taka dosti uporabna. Zdaj nekateri, bom rekel spet, v tej smeri izkoriščamo tablice. Nisem edini, jaz poznam še koga, ki je pravzaprav na te samolepilne trakove piše z tablico, ne pa z labelarjem, ker je tablica vseeno recimo hitrejša. No in pa mislim, da, dobro, verjetno sem še kaj pozabil, razne izvedbe tablic, labelarjev, tudi pisalnih strojev imamo skozi ta desetletja, kar jaz to spremljam. Seveda vsak proizvajalec ima neke svoje izboljšave ali pa svoje elemente, ki dajejo neke možnosti, ampak meni kljub vsemu so vrhunski dosežek tiskalniki, sodobni tiskalniki, ki, kot sem že prej omenjal, ne omogočajo samo tipično brajevega, torej klasičnega brajevega zapisa na papir, ampak omogočajo tudi, rečemo temu, risanje oziroma delanje skic, kar je pa seveda čudovit dosežek. Poleg tega so seveda te tiskalniki, recimo že naša zveza ima v tiskarni tiskalnik, ki je strahovito zmogljiv, mislim, strahovito, glede na to, da moramo mi upoštevati, da je le to mehanski vtis, ne, da to so le glave, ki morajo fizično, ne tako kot laserski tiskalniki, ki dejansko delajo, bom rekel, z lufta. Ne, tukaj gre pa prav za to, da je treba papir vtisniti, ne, in s kakšno hitrostjo dela. Tako da, kdor še ni videl, jaz ne vem, a zveza kdaj organizira ogled naše tiskarne, kdor še tega ni videl, naj si kdaj izbori pozicijo, pa gre gledat.
kaj takšen tiskalnik zmore in iz kje pravzaprav ti naši časopisi prihajajo, no. Jaz mislim, da sem nekako v grobem orisal, ne, so pa razne izvedbe, ne, tudi recimo teh tiskalnikov je danes od teh klasično osebno uporabnih, se pravi namiznih računalnikov, tiskalnikov, do, kot sem omenil, tega prav namenjen širokemu tisku knjig in časopisov, ne, tako da to je en tak prerez na hitro. Super, hvala za prerez, pa še za idejo. Peter, kaj je Brajeva vrstica in kaj nam omogoča? Ja, torej Braillova vrstica kot nek pripomoček, ki se jo torej uporablja v povezavi z računalnikom, za branje torej nekih spletnih oziroma računalniških dokumentov. Verjetno Brajeva vrstica zdaj, sicer to bodo mogli spet uporabniki povedati, ampak Brajeva vrstica je ena zadeva, ki zdaj dopolnjuje klasično brajico, dopolnjuje predvsem tam zaradi tega, ker je 8-točkovna za razliko od klasične brajice. Tako da Brajeva vrstica vsekakor širi ene možnosti uporabe, je lahko hitrejša z tega vidika, da lažje, hitreje, enostavneje prideš do različnih dokumentov, knjig, vsebin, ki bi jih rad prebral. Tako da vsekakor poleg Brajevega tiskalnika, ki potem dobimo v klasično obliko brajice, je pol tole torej kot Brajeva vrstica, kot Brajev monitor, ekran, pa tudi, da lahko delaš z dokumenti, ko so še na računalniku, preden jih natisneš. Glih tako zelo pomembna za razvoj brajice, zaradi svojih malo drugačnih pravil in zaradi svoje enostavnosti mogoče zadeva, ki se zdaj še bolj spreminja ali pa dodeluje, torej da se jo dopolnjuje. Če se jo pa ne, pa vsekakor pisava, kjer bi mogoče lahko več razmislili, ali se jo da še kaj dopolniti, kako bi se jo dopolnilo in v katerih oblikah. Zdaj mislim, da v sami Brajevi vrstici bi lahko mogoče več povedali kolegici iz centra Iris, ker vseeno, ne, Brajeva vrstica je eno orodje, ki se ga uporablja pri mlajši generaciji oziroma mlajše generacije zrastejo zdaj z Brajevo vrstico, so zelo vešči uporabniki in potem seveda to Brajevo vrstico tudi uporabljajo preko svojega življenja. Mislim, da ima trenutno, sicer moje mnenje je, da je tako 6-točkovna brajica je tista osnova, takšna kot je, ampak se mi zdi, da za mlajše generacije bo Brajeva vrstica in torej 8-točkovna brajica in neke možnosti, ki ponuja ta kombinacija, da se bo razvijala brajica bolj v to smer. To ne pomeni, da bomo klasično brajico dali na stran, ampak da je to kot en evolucijski korak v brajici, ne. Še vedno bomo tudi 6-točkovno, ampak vsekakor se mi pa zdi, da je še bolj za raziskati 8-točkovno, ne, še posebej potem v kombinaciji z LaTeX zapisom oziroma nekimi drugimi specialnimi področji, ki jih je treba lih tako prenesti v brajico. Ampak saj pravim, tukaj pa mislim, da še večje potenciale prepoznavajo oziroma rabo in potenciale Brajeve vrstice kolegice z Irisa. Okay, hvala. Janja in Anja, bi tukaj vidva kaj dodali? Jaz lahko rečem, da osnova zagotovo ostaja 6-točkovna brajica. Tudi na začetku se otroci naučijo najprej 6-točkovne brajice, zato da ti recimo potem preideš na Brajevo vrstico, moraš imeti kar nekaj računalniškega znanja usvojenega, da lahko pravzaprav začneš uporabljati Brajevo vrstico. Tako da absolutno je pa Brajeva vrstica za moje pojme en tak odličen pripomoček
zaradi vseh naštetih prednosti, ki so bile že do zdaj izpostavljene, in vsekakor je ne vidim kot, ne vem, konkurenco 6-točkovni brajici, ampak zagotovo samo nadgradnjo. Tako da to je moje mnenje. Ok, hvala. Janja, včasih so se v zavodu za slepo in slabovidno mladino brajice učili vsi otroci, slepi in slabovidni. Kako pa je danes z učenjem brajice pri otrocih v centru Iris in v inkluziji? Kako poteka? Ja, pravzaprav na podlagi različnih dejavnikov se odločimo. V prvi vrsti glede samega stanja vida, ostrine, vidnega polja, potem diagnoze, kakšna je prognoza, a je predvideno slabšanje, oziroma če je to slabšanje v zadnjem obdobju bilo zelo skokovito, tukaj prej. Pa potem recimo od razvitosti tipnega kanala, kognitivnih dejavnikov, ali mu prilagoditve, s tem mislim na področju osvetlitve, različnih lup pomagajo, da bi pa vseeno mogoče prepoznal lastno zapis, črni tisk in tako, pa predvsem od motivacije, tako učenca kot tudi staršev, ne. Tako da načeloma pri nas velja, da otroci pod 5% se opismenjujejo v brajici, so tudi kakšni, ki potem brajice ne uporabljajo, ampak predvsem pri tistih, kjer pa je prognoza slaba, pa nekako kar težimo k temu, da morajo obvladati. Zdaj, učenje brajice je nekako res proces opismenjevanja. Tukaj mogoče je res razlika v primerjavi z opismenjevanjem v brajici za starejše, ki ga izvajate na društvih, na zvezi, ker pri nas, pri otrocih moramo iti čez ta prvi osnovni del, kjer sploh otrok razvija besednjak, za katerega vemo, da pri otrocih, ki ne vidijo, to vse skupaj poteka dlje časa, bolj sistematično in tako. In ta proces se res začne od rojstva, a ne. Od rojstva spoznava svet okoli sebe, pridobiva oziroma znanja, razvija tipno zaznavno področje, slušno zaznavno, fino motoriko, vsa ta področja razvija, ki so pomembna, a ne. Tako da, ja, nekako je naše stališče, da otrok mora biti opismenjen vsaj z nekimi osnovnimi znanji že pred vstopom v šolo, a ne. Tako da se ne začne, ko vstopi v prvi razred, šele spoznavati brajico, ampak tako nekako tam pri 4 letih se že začenja tudi potem vzporedno učiti z različnimi pripomočki, kot so še zmeraj semenska škatla, velika majhna stavnica, brajev pisalni stroj in pa abecednik Rožančeve. Tako da to so še zmeraj verjetno isti pripomočki kot 50 let nazaj. Tudi jaz sem enkrat dobila eno kritiko, češ, to imate takšne zastarele stvari, kaj nič ne sledite trendom ali pa novostim, tukaj nič ne spremljate, karkoli, a ne. Ampak tukaj pač, da razvijemo tip, na žalost ni nobene tehnologije, ki bi to naredila namesto otroka, a ne, oziroma osebe, ki to razvija, in so še zmeraj vse čisto manipulativne stvari, mora spoznavati različne materiale, od velikega do majhnega, in da pride nekako do tega, da prepozna brajev simbol, piko, celico, je kar ena dolga pot, in veliko vaj. Je pa tukaj nekako, to moram poudariti, res del celega tima, a ne.
samo ena oseba, ki dela z njim, ne vem, enkrat, dvakrat tedensko, ne uspe opismeniti, ne. Tukaj je velika vloga staršev, družine, kako sprejmejo brajico, koliko časa so pripravljeni nameniti temu področju, vzgojiteljem v vrtcih, a pripravijo nekako stiskom bogato, spodbudno okolje, so tudi sami motivirani, da se naučijo nekih osnov, a ne, tako da vsi skupaj delamo na temo, da je zadeva nekako funkcionalna, ko vstopi v šolo, ker samo zaporedje brajevih pik glede spoznavanja črk zelo hitro usvojijo, ne, vemo, da tukaj je pač ta proces tipa in potem tudi razumevanja besed in tako naprej, tako da je zelo zanimivo področje in vztrajamo pri temu, da je brajica tisti primarni medij, ker imamo pa še zmeraj, tukaj moram to tudi izpostaviti, pogosto dileme pri teh, ki recimo imajo 3-4%, kjer jim vid še kar v redu služi, a ne, in se trudijo, berejo s pomočjo lup, in gre neko obdobje, ne, in mogoče predolgo vztrajajo pri temu, da pa bi brajico potem vseeno vzeli kot primarni medij, a ne. Ker potem prihaja pa do raznih oblik utrujenosti, glavobolov, zavračanja konec koncev potem samega branja, ker jim to pač predstavlja stres, na področju brajice pa še niso toliko suvereni, mogoče niso še toliko hitri, in je potem kar tako en izziv se odločiti, okej, zdaj pa je čas, da pa brajica postane tvoj primarni svet, a ne. Tako da ja, to na kratko, zdaj ne vem, če bi šla v podrobnosti še kaj. Ne, jaz mislim, da je za tokrat kar dovolj. Mogoče pa samo kot ideja, tisto, kar je prej Božena izpostavila, a ne, z brajico se da tudi enakovredno plonkati, tako da Bo to ena motivacija, ne. tako, za eno življenjsko obdobje. Okej, Peter in Božena, brajice se pa lahko učijo tudi odrasli. Kako poteka učenje brajice pri odraslih? Kam se lahko obrnejo slepi in slabovidni, ki bi se želeli naučiti brajice kot odrasli? Imajo dame prednost? Velja, Božena, boste vi prvi? Verjetno nima vklopljenega mikrofona. Božena mikrofon. Okej, Peter, mogoče vseeno ti, pa bo Božena. Ja, bom ta čas jaz. Ja, učenje odraslih vsekakor malo drugače je kot, mislim, zdaj tisti, ki me poznate, jaz sem bil prej tudi ko sem začel Zavod za slepo in slabovidno mladino oziroma na centru Iris, tako da sem imel tudi par mlajših otrok, kjer smo bili še v fazah opismenjevanja, tako da če zdaj primerjam z odraslimi, vsekakor je pisava, mislim, je učenje brajice pri odraslih, bom rekel, mičken hitreje je, ne, ker če ne drugega poznajo jezik kot tak, črke kot take, zaradi tega gre vsaj ta del, kako so črke oblikovane, torej same postavitev, kakšna kombinacija pik predstavlja kakšno črko, gre relativno hitro. Tudi učenje brajev, torej tudi sama uporaba brajevega stroja in pisanja na brajev stroj gre relativno hitro. Tista počasnejša zadeva, ker je pa treba potem precej biti motivacijski, je pa ta trening, bomo rekli trening tipa in potem posledično branje, ne. Tukaj je pa treba kar precej časa, zdaj si je treba vzeti kar precej časa, no. Zdaj smo dobili en
priročnik oziroma našega kolega Ivana, se verjetno bo tudi sam pol kaj več povedal o njem, za učenje brajce. Jaz ga tudi zdaj, glede na to, da smo se pogovarjali, da bo še dobil svoj mal predelav pa izboljšav, bom rekel, ta osnutek uporabljam in je že zdaj, vsaj zame, meni kot učitelju, veliko pomoč, ker predtem sem si mogel sam pripravljati neke materiale, ki so zdaj nekako ti osnovni materiali zajeti v temu priročniku, kar pozdravljam, ker vseeno, ja, ta proces učenja pri odraslih je drugačen, ne. Zdaj, jaz, ko si vmes med vprašanjem vprašala, kaj lahko naredijo odrasli oziroma kasneje oslepeli. Zdaj, pri nas je tako, da v resnici so društva, ta medobčinska društva, po moje še najlažja, najboljša, najhitrejša in najbolj fleksibilna in učinkovita možnost, da prideš do brajice, ne. Je pa, je pa potem spet tukaj več ali manj odvisno od motivacije posameznika, oziroma vse se začne in konča pri motivaciji posameznika, tako da vsekakor mi na društvu, vsaj jaz osebno želim zmotivirati čim več uporabnikov, da bi se učili brajice, predstaviti pomen, kaj to za njih pomeni, tukaj sem že prej govoril, kaj za njih pomeni, da znajo brajico. Bom rekel, ja, ni pa, da bi rekel, pa da je zdaj to res nek velik odziv, pa ne moram reči tega, ker ni. Kako bi lahko izboljšali oziroma dvignili neko raven znanja brajice med odraslimi, na ravni društev priznam, da bo težje, ne. Jaz verjamem, da, vsaj mislim si, ne, tudi sama si omenila, ne, ko je bilo institucionalizirano šolanje, so praktično vsi šli skozi brajico. Tudi verjetno za kasneje oslepele, ki so se mogoče udeležili neke institucionalizirane rehabilitacije v Škofji Loki, so bili tam deležni ali pa so tam mogoče prišli pod vpliv brajice, okolja, ki je spodbujala v to smer in so na ta način spoznali ali pa se naučili brajice. Zdaj, z inkluzijo, ker je vsak na svojem kotičku Slovenije, vsak v svojem domu, je pa mogoče res ga nekako zmotivirati za to brajico še malce težje, kot je bilo včasih, ne. Tako da ta odsotnost neke institucionalizirane ustanove, ki bi torej izvajala rehabilitacijo, se mi zdi, da je eden izmed razlogov, da je to število brajičarjev manjše, kot bi lahko bilo. Sej to, da ni institucionalizirana rehabilitacija, ni težava, mislim, se ne kaže težava samo pri brajici, se kaže težava tudi na drugih nekih področjih, ne. Ampak tu je tudi že ena stvar, ki bi sigurno skozi tako obliko rehabilitacije bila posledica ta, da bi brajico prišla do veliko več ljudi in bi se jih veliko več naučilo, ne. Sej vemo, tudi članstvo v medobčinskih društvih se včlanjujejo predvsem starejši, ne, torej vemo, ne, degeneracija makule kot najpogostejši razlog in dostikrat je potem te starejše res malce težje zmotivirati, ne, ampak vsaj mi pri nas v Gorici smo zadovoljni vsakega novega, ki ga dobimo, ki je pripravljen se naučiti in seveda vložimo energijo. Se pravi, same črke niso težava, pisanje na Brailleov stroj ponavadi tudi ni težava, gre relativno hitro, medtem ko za branje, ne, ki so še posebej pri kasneje oslepelih, so vajeni od prej biti hitri, učinkoviti bralci, je pa spet to začetek, to počasno branje na začetku in potem počasno pridobivanje hitrosti branja, je treba biti kar motivator, da prebrodiš to. Mogoče še kakšne so mariborske izkušnje, no, toliko z moje strani. Peter, super, hvala. Ja, Kaj z veseljem bi slišali še Maribor. Ja, se slišimo? Dobro se vas sliši. Aha, v redu. Zato sem pa ravno vesela, ker sta se pri nas dve gospe, Zdenka in Andreja, odločile,
da pristopita k učenju brajice. In sicer mi smo zdaj v 2. šolskem letu, kot je gospod Peter povedal, pisanje ni problem, to gre zelo hitro, spretne so, branje tip je malo počasnejši, gre malo, ampak zelo dobro, gospe sta vztrajne, potrpežljive, tako da kar stvar obvladamo, imamo pa eno željo, da letos gremo, upam, da se boste ujunačile, jaz jo spodbujam, ampak kakorkoli, za mene je že ta njihova volja, vztrajnost, potrpežljivost, da se učita brajice, da gremo, ko je tekmovanje v brajici, bomo prišle, se predstavile, pokazale svoje spretnosti, ker za mene je to res en velik podvig, da se človek nauči v poznejših letih, kakorkoli brajice, in bomo prišli na tekmovanje, gospe kot na novo slepele, ali kako bi rekla, kot začetnice brajice, bomo videli, kako bo, upam, da se ujunačita. Bi pa res dala eno pobudo, da mi se učimo iz priročnika gospoda Mlačnika iz leta 2000, je v redu učbenik, ampak rabili bi posodobitve, pač to novo makovko, da čim prej na društva dobimo, da se začnemo po tem učbeniku učiti. In pa še nekaj, ko učbenik predelaš, bi potrebovali potem za začetek neke, težko zdaj človek preide kar na branje obzornik za ženo in družino ali pa Moj prijatelj, preveč je to, naenkrat je vse polno pikic stisnjenih skupaj, človek izgubi voljo, motivacijo, kakorkoli, potrebovali bi vse mogoče enkrat ali dvakrat na leto, da bi šla kakšna oblika, da bi bil manjši format, pa kakšna zgodbica, dve ali kakšne misli, karkoli, da bi bilo prav bolj prilagojeno za te za začetnike, da bi bila tudi kakšna vrstica vmes spuščena, skratka, da bi bilo njim bolj prilagojeno. To bi mogoče bilo tudi, gospa Brigita, za spodbudo, da bi nekaj na tem področju se še naredilo, kakšne dodatna priročnik v brajici, ne kot priročnik, ampak potem za branje, za vaje, tako da bi imeli doma. Mogoče bi tudi katera od mojih gospa še kaj povedala. Skratka, jaz sem zelo zadovoljna, da ste se sploh odločile in tudi z njihovo vztrajnostjo, z njuno vztrajnostjo. Božena, hvala. Karinka, vidim vašo roko, ampak jaz bi res rada dala še gospema iz Maribora možnost, da povesta, kakšna je pa njuna izkušnja učenja brajice zdaj v odraslosti. Gospa Zdenka, boste vi? Kaj dajte? Na začetku društva Maribor sem se začela zelo zgodaj učiti brajevo vrstico, malo pred 70 letom, da sem zdaj dopolnila že 70 let, tako kot ste že predhodniki povedali, spoznavanje črk, pa pisanje, gre tako, no, ne glih odlično, ampak gre. Kaj pa se branja tiče, tam pa se fajn zavika. Tako da sem pa vesela, da še imam eno to trpinko, ki se uči z mano, ker tako si dajemo en drugi spodbudo in seveda bi rade spodbudile tudi druge, pa drugim povedale, da ni to taki bav, samo volja in vaja. To bi bilo zaenkrat. Super, hvala. Ja, res mogoče. Ja, v bistvu, jaz sem za razliko od Zdenke, nekaj malega še vidim, ampak moj stalnik vida je zelo mali in jaz, pač moja invalidnost je moja največja učiteljica življenja in jaz se oprijemam vsega, kar nam ponuja, ne. Mislim, kar se moramo na novo naučiti, od pripomočkov do branja in vsega, ne.
pač ni lahka ta brajica, ne, ampak se nama kar gre, ne, in brati je najtežje, ne, in z vsako vajo zmore me več, ne, in jaz verjamem, da pač letos se nam bo uspel udeležiti tega tekmovanja za začetnika, ne, in bomo pokazali. In jaz si pač želim, da bi vse tiste osnovne stvari znala prebrati, ne, ko bo enkrat verjetno tista tema, ne, da bi se znašla, da ne bi bila nepismena, čisto nepismena, ne. Tako da, hvala Bogu, da obstaja brajica in sem hvaležna, no, da imamo tu na našem društvu to možnost, ne, da nas naša Božena tako lepo in vztrajno uči in motivira in res hvala. Andreja, hvala tudi vam. Jaz res upam, da boste zbrale pogum in prišle na tekmovanje. Jaz bom držala pesti za vas. Ok, Darinka? Dober dan vsem skupaj, jaz bi samo to rada dodala. Mi smo že v Mariboru, zdaj v 10 letih, mislim, da imamo že ta 3. tečaj, imajo, no, ker pač trenutno jaz nisem aktivna na tem področju. To ni toliko pomembno kot to, da je bil pred leti časopis, ki je bil namenjen začetnikom. To pomeni, da so bile širši presledki med bralnima vrstama. No, to se spomnim, da je izhajalo nekaj časa, nakar pa mislim, da tega več ni. In to bi bilo po mojem modro narediti, nenazadnje tudi morda tudi samo društvo, ker to verjetno ni neki proces, ampak strašen, ne, glede na to, da imamo tiskalnik, bi morda dali pobudo tudi na našem društvu. Drugo kot drugo pa bom izkoristila zdaj samo to priliko še, koliko poudarka dajemo na brajico. Na brajico dajemo poudarka mi, ki smo dostikrat tudi dajemo poudarek, ki smo slabovidni. Ker jaz sem iz ust ene osebe, ki je bila nekoč pač malo bolj na vidnem mestu v naših društvih, je bolj kot ne zavračala brajico. Brajice ne rabimo, imamo zvok. Zgodilo se je celo, da je nekje nekdo jo prosil na eni predstavitvi, če bi kaj prebrala iz brajice, ni hotela, po mojem ni dovolj znala brajice, ali kaj, vse ni pomembno. To je meni takole. Slep dobi brajico menda vsake toliko časa s strani zavarovalnice, a pisalni stroj dobi enkrat letno. Pardon, enkrat v življenju. A je kakšna varianta, ne vem, ljudi, jaz sem to že kje drugje opozarjala, ker vsi ljudje nimajo računalnikov, starejši ali pa se niso navadili na to zadevo in jim je še vedno aktualen brajev stroj. In če ga ti dobiš enkrat v življenju, ja, ne vem, a drži kaj večno? Ne vem. Pa če ga uporabljaš kot moj Walter 50 let star stroj, na katerih je nastalo 12 njegovih knjig s poezijo in aforizmi in še veliko drugega, pa da si ti neupravičen dobiš en stroj, pa si v nekem smislu kaznovan, zato ker ne uporabljaš brajeve vrstice. Hvala zaenkrat, oziroma mislim, da to vse moje za danes. Srečno. Darinka, hvala za to. Se zelo strinjam z vami. Ivan, prej smo že omenjali naučbenik za brajico Makovko, ki smo ga dobili v lanskem letu. Kaj nam prinaša? Zakaj smo potrebovali učbenik? Komu je namenjen? Zakaj smo ga potrebovali? Ravno zato, ker je bilo pravzaprav povedano, ne, da se z leti, vsaj jaz sem prišel do nekih spoznanj skozi učenje brajice, skozi branje brajice, skozi razmišljanje o brajici. In ko je prej gospa omenila ta učbenik iz leta 2000, sem iznenada pogruntal, da tisti učbenik je sicer čisto v redu, ampak da ima nekatere tekste, ki so malček preveč, recimo, otročji
In sem pol začel razmišljati in sem rekel, da bi za odrasle, za opismenjevanje odraslih pravzaprav rabili bolj neko literaturo, svetovno, slovensko in tako naprej. No. In seveda skozi čas človek tudi spozna tudi z razgovorom z drugimi ljudmi, se pravi s tistimi, ki brajco poučujejo, ti dajo neke ideje. Veš, tale vaja je fajn, tole se je nam fajn pokazalo, tale je mečken tako odveč in tako, potem človek nekako spravi skupaj, in ker se je pač pojavila možnost, da izdamo novo verzijo, mimo grede, zgolj kot informacija, nova verzija je že posodobljena, tako da zdaj, kje se je zataknilo, da niso še natisnjene in niso še v prometu, da tako rečem, to ne vem. Ampak v glavnem, jaz sem tiste pripombe, ki so bile takrat na predstavitvi strani ljudi, ki imajo radi brajco in jo obvladajo in so mojstri tega, upošteval, kolikor je bilo dejansko mogoče, ker sem rekel, da tiste stvari, ki bi dejansko popolnoma spremenile cel kontekst učbenika, so zahtevale mačkim preveč. No. Tako da nekatere vaje, ki so mi jih takrat predlagali, oziroma so me vprašali, zakaj sem jih takrat spustil, in nisem znal čisto jasno odgovoriti, ne, sem jih pravzaprav vrnil, ker so mi rekli, da so bile dobre. Tako da ta verzija učbenika oziroma Mako, ki zdaj obstaja, to pa bo mogla pol nekdo drug, tisti, ki bo dal komando za printanje in distribucijo po društvih. Zdaj namenjen, jaz mislim, da dobro, vsem, ki se hoče brajco učiti. To je definitivno. Mogoče je manj primerno za otroke, no? Ker so teksti relativno težki, kot smo rekli, slovenska in odlomki iz slovenske in svetovne literature, tako da mogoče je prednostna skupina tukaj le odrasli, kasneje oslepeli, manj otroci, čeprav tudi otroci se ga bi lahko potem učbeniku naučili. Pa še ena stvar, tudi takrat na tej predstavitvi smo ravno o tem govorili. Bilo je izpostavljeno, da je svoj čas bil ta neke vrste časopis oziroma neke vrste brošura, ki je zveza izdajala z večjim razmakom med vrsticami, ravno namenjen začetnikom, bralcem začetnikom. Težko bi zdaj jaz si upal reči, kakšen je bil takrat sklep te naše skupine, pa kakšno težo ima ta sklep. Ne? Mi smo takrat dali definitivno pobudo, da se bi to obnovilo. Se pravi, da se bi recimo enkrat, morda niti ni potrebno enkrat mesečno, morda, ne vem, 4 številke na leto, tako kot je šahovska priloga, na primer. Recimo, da je to nek tak bolj... Ja, in se strinjam. Tako da to bo treba pač ker to narediti ni pretirana zahtevna stvar, torej tehnično gledano. Res pa je, da seveda spet rabiš nekoga, ki primerne tekste skupaj spravi. Morda bi celo šla varianta, da bi se del recimo teh časopisov, ki že obstajajo, se pravi z istimi vsebinami, natisnili z večjim razmakom. No. Teda to smo se takrat precej pogovarjali, to je bilo verjetno tudi v kakšne zapisnike zapisano. Zdaj, kje pa je gumbek za realizacijo, pa bom jaz težko rekel. Ok, hvala, bomo preverili, kaj se dogaja s tem. Brajca pa ne omogoča samo branja in pisanja, omogoča... Brigita? Ja? Brigita, jaz bi samo, Brana ima že en čas roko gor, pa že malo maha. Hvala. Brane. Ok, hvala lepa, sej, se ne mudiš, smo nekaj časa skupaj. Tisto, mislim, da bo že naprej rekla, da slep, ki ne uporablja brajce, da je nepismen, ne? No, mogoče nepismen, ne pa polpismen, pa zagotovo, ne? Recimo na Facebooku se zelo lepo vidi, ko slep piše objave, ne? Ko narobe piše besede, ne? Recimo, če nekaj ne vidno, bo napisal nevidno. Ali pa, da je nezadovoljen, bo napisal nezadovoljen. Pesmi sem se učil ne na pamet, ampak na pamet in podobno, ne? Potem drugo, eno anekdoto bom povedal, kdaj pride prav brajca. Ko smo bili pred več kot 20 leti predstavniki Zveze društev naše v Londonu pri takšni organizaciji slepih, je bil takrat v Blairu, Blair je bil premijer, je bil v njegovi vladi slep minister za izobraževanje, ki je postal potem minister za notranje zadeve, ne. No in smo z te organizacije slepih več dopisov napisali,
in so ugotovili, da potem niti en dopis ni prišel na njegovo mizo. To vemo, da tajništva selekcionirajo, kaj bo prišel naprej, ne. In so mu napisali potem v brajici, to je pa prišlo njemu na mizo, ker niso vedeli, za kaj gre. In pa tretja zadeva, zanima me, če bi kdo še pokomentiral, mogoče Ivan ali kdo, kako je z kratkopisom. Koliko se popularizira, koliko ne. Jaz sem se brajico učil leta 69, pred 56 leti, in se pravi, še dan se spomnim, da recimo posamezno se je pisalo PZNO, ali pa Jugoslavija je bila JJA in podobno, ne. Ali pa ST je bilo, mislim, da brez prve pike, če se ne motim. No, kako je danes za to kratico, ker marsikaj se da zelo veliko skrajšati. Toliko, hvala. Super, Brane, hvala. Kratkopisa bi se dotaknili čist par minut kasneje, ok? Ok. Super. Zdaj bi se pa vrnila še k eni možnosti, ki jo ponuja Brajica, in to je glasbeni zapis za slepe. V lanskem letu smo dobili tudi nov priročnik za glasbeni zapis za slepe. Pripravljala ga je gospa Neva Laščak. Rada bi vam na tem mestu povedala, da bo ob dnevu inkluzije v začetku marca pripravljena tudi predstavitev tega priročnika, tako da vas vabim k temu, da spremljate naše objave na spletni strani na Facebooku, in tisti, ki bi vas to zanimalo, ste zelo dobrodošli. Prej smo nekaj že rekli o 8-točkovni brajici. Mogoče Janja in Anja, a bi lahko vidve povedali, kaj pravzaprav to je, kje je najbolj uporabno? Ja. Okej, sem imela mikrofon izključen. Okej. Ja, seveda pri Braillovi vrstici, a ne, pri tej elektronski brajici, kakor včasih rečemo, 8-točkovni, zadevo skrajša, a ne, te tekste, mogoče Anja pri LMZ-ju še toliko bolj, če lahko dodaš. Ja, 8-točkovna brajica je pravzaprav ena taka super zadeva, zato ker tam, kjer si pravzaprav omejen z Braillovo vrstico zaradi pač dolžine, a ne, izpisanih znakov, 8-točkovna brajica mogoče vsaj prihrani kakšen znak, a ne, s tem, da se nadomesti znak za, ne vem, veliko začetnico, sedma in osma pika. Da z tega vidika je 8-točkovna brajica v bistvu gre z roko v roki z Braillovo vrstico. Tako da bi bila pa kakšna posebna kombinacija znakov zaradi tega pa pravzaprav ni. Okej, hvala vama za tole. Vmes ste omenili že linearni matematični zapis. Anja, kaj je to in kaj je LaTeX? Okej, zdaj najprej moram tako povedati, da v Sloveniji se od 2019 že uporablja samo linearni matematični zapis, ne več LaTeX. LaTeX se je uporabljal prej, pa tudi to ne recimo za ne čisto tak original LaTeX, kot se ga recimo uporablja za zapis matematičnih formul. Že tisti LaTeX pred LMZ-jem je bil prilagojen za uporabo za slepe, LMZ, ta linearni matematični zapis, pa je pravzaprav narejen za slovensko okolje. Prilagojen je pravzaprav za uporabo v šolah, in sicer omogoča izpis vseh matematičnih, recimo najbolj pogosto, a ne, matematičnih formul, ki se lahko zapišejo v več vrsticah. Tak primer je na primer že čisto osnovna stvar, kot je ulomek, se ga zapiše z neko kombinacijo znakov, da lahko se potem to izpiše in prebere linearno, torej v eni vrstici. Zakaj smo pravzaprav šli iz LaTeX-a v LMZ? Zato, ker LaTeX je v osnovi v angleškem jeziku. In ko so recimo učenci prehajali nekako iz te 6-točkovne brajice na 8-točkovno brajico in na zapis na računalniku, so se v bistvu soočali
več težavami tudi zaradi zapisa v angleščini. Čist preprosta stvar, recimo v 5. in 6. razredu, ko so mogli, ne vem, zapisati simboli, dve vzporedni premici, ko je bil v uporabi lateh, so mogli poznati izraz recimo za dve ali pa pravokotni premici perpendicular. To je za 5. 6. razred bilo težko si zapomniti in so se v bistvu ukvarjali z zapisom v angleščini namesto z zapisom, simbolnim matematičnim zapisom. Zato smo v bistvu poslovenili, poenostavili do te mere, da je pravzaprav zapis hitro učljiv, da se ga zelo hitro tudi recimo ne z nekimi, ne vem, tudi če ga ne poznaš, so tako napeljane stvari, ne vem, za ulomek je že UL, da tudi če nisi nek strokovnjak za LMZ, hitro lahko prebereš, kaj neki zapisi recimo pomenijo. Tudi postopno se nadgrajuje zahtevnost teh zapisov, tako da učenci v bistvu skozi vsa leta svojega šolanja vsako leto počasi nadgrajujejo svoje znanje LMZ-ja. In šele recimo res te težki in zahtevni zapisi pridejo v upoštev recimo nekje v 2., 3. letniku srednje šole, kjer pa so tudi že dobri bralci, učenci po večini, tako da recimo ni sploh težava več LMZ-ja. Tako da tudi na maturah povsod se uporablja LMZ, ki pa je, zanj smo imeli en pogovor z enimi učitelji iz gimnazije in so vprašali, zakaj pa ne bi potem naprej kar nadaljevali z latehom. In smo rekli, da pravzaprav kdor se odloči za študij recimo matematike ali pa kakšnih takih naravoslovnih smeri, ima v LMZ-ju pravzaprav zelo dobro podlago za lateh, saj so nekatera pravila v bistvu izpeljana iz zapisa za lateh. Tako da morajo tako kot so se morali tudi videči študente naučiti lateha, se mora tudi slep učenec, s tem, da mu je toliko lažje, ker so nekatera pravila pravzaprav mu poznana že iz LMZ-ja. Tako da je mogoče ta prehod na lateh, matematični lateh, tak, ki se ga uporablja tudi na fakultetah, je verjetno tudi v tem pogledu lažje. Super, Anja, hvala. Hvala za to razlago. Brane, zdaj se pa vračamo h kratkopisu. Brajica vzame zelo veliko prostora, papir mora biti debelejši, kot je v običajnih knjigah, da so lahko knjige trajne in zdržijo tipanje prstev, ki jih prebirajo. Tudi brajeva celica je večja od običajne črke v knjigi. Velika je približno kot človeška blazinica prsta. Zato so včasih zelo pogosto uporabljali brajev kratkopis. Dušan, tukaj tebe prosim za par besed o tem, kaj kratkopis sploh je, pa mogoče smo že kar čez 11, na kratko tudi o zgodovini. Mogoče tudi kater kratkopis je pri nas v uporabi, kdaj je bil narejen? Ja, zdaj s kratkopisom. Prvi kratkopis je naredil tale Thomas Armitage, ki je bil ustanovitelj Angleške nacionalne zveze, tam okrog leta 1870 se mi zdi. Ta možak je zelo pomemben, ker je bil zelo velik podpornik Brajice in je tudi, ko je zbral eno skupino ljudi, so pregledali vse pisave na svetu in so rekli, Brajica je najboljša. No, to je za eno skupino 5 sodelavcev je naredil ta kratkopis, zdaj mislim, da je imel 30-40% je zmanjšal zadevo. Bolj so se pa šli po svetu naprej, mislim, da so Nemci dobili tam okrog leta 1880, da so dobili kratkopis. Pri nas je pa tako, ko so prišli ti vojaki iz Gradca pa iz drugih zavodov, so znali te kratkopise in so seveda tudi težili k temu, da bi ga uvedli. Mislim, da je leta 33 je Minka prva tekem časopisem sledil opozorila na ta kratkopis. Prvi, ki je kratkopis sestavil, je bil pa Levstik. On ga je pa sestavil že dol v Zemunu, ko se je šolal, ga je že in ga je poslal v zavod, pa Minki, pa zavod je malo pozabil na njega. Potem so pa leta, samo da pogledam,
so pa na eni konferenci, so pa leta 37 so na konferenci razpravljali, pa 44 so razpravljali o tem, da bi ga bilo dobro narediti, a ne. Je pa zaslediti, no, da je prvi, ki je delal, sta bila neki Štefanič ali Stefanič, en učenec Gojenčev, in pa moj Tone Čurič. Tone Čurič je naredil svoj črkopis, ki so ga pa zavrnili, ne, in potem je leta 55 sta ga naredila pa Mucar pa pa še tale, no, kaj je že bil, z glave je šlo, učitelj pri vas je bil v zavodu, no, samo nekaj. Skratka, nekako tako je, ne, bom spomnil. Levstik pa Ciril Musar, ja, je v bistvu ga je pa Rožanc, pardon, ja, Musar pa Rožanc sta ga naredila, ne. In to se je pa uporabljalo, pisali so tudi knjige, v knjižnici imamo tudi precej teh knjig, ampak zadnji, ki jih je bral pred ne vem koliko stoletji, je bil Malek. On se je nekaj trudil, da bi delal, da bi bral, ampak ni šlo, ker je preveč komplicirano, a ne, zadevo. To je čisto tak na hiter pogled. Je pa leta 55 sta pa naredila učbenik, Musar pa Rožanc, 14 poglavij je. Jaz imam ta učbenik prepisan v videčo, tako da lahko tudi par stvari povem. Tako da, tako, na hiter, kar se mene tiče. Okej, mene bi zanimalo, če sem prav razumela, se mogoče v Sloveniji kratkopis v tem trenutku ne uporablja zelo pogosto, a sem to prav razumela? Ja, mislim, se ne uporablja, mislim, da sploh noben, mi je bilo pa zanimivo, da obstaja pa tudi stenografija, ne, Brajeva. To, da je obstajala in to pa je pač, kaj dosti o njej ne vem, ampak sam zasledil sem zapis, ne, da obstaja tudi stenografija. Tako da bomo to še mogli malo raziskati, ne. Zdaj, jaz ne vem, kdaj se je nehal uporabljati, to bi mogoče Brane vedel, ampak skratka, v nekem trenutku se je nehalo uporabljati. Mislim, da je predvsem problem tudi, ker namreč slovenska brajica, mislim, da je 30-40% se je zmanjšalo, ne. Medtem ko, po moje se to za izvedbo računalnikov se je pač zmanjšalo uporabo te stenografije, ne, ker ne rabiš več toliko hitro pisati, ne. Je pa zanimivo, da je pa v enih drugih, recimo tudi velikih državah, a ne, kratkopis tudi danes še zelo aktualen. Recimo, kar sliši se v angleškem kratkopisu, a ne? Ja, tam oni imajo 40%, mislim, da imajo zmanjšano, ja. Pač to je zdaj čisto osebno, koliko si pač beležiš oziroma koliko si pripravljen, ko pač zdaj tako, ne, da se snema, ne. Včasih se je pa vse pisalo na roke in si rabo pač, da si hitreje napisal kako besedo, a ne. Angleži mislim, da imajo še zmeraj za, to bo mogoče Ivan povedal, Ivan boljše ve, imajo za recimo za D, se pravi THE, ne, imajo recimo okrajšavo, pa verjetno še za kako besedo v brajici, pa tako da pri nas imamo pa tiste NLJ, pa kaj je že, ko jih je pa mislim, da jih je malo uvedel kot nekako takrat leta, ne vem, 25 nekje, ko je oziroma tist naredil svojo učbenik, no. Kratkopis v resnici letos praznuje 70 let. Mogoče ne bi bilo slabo vprašati se o njegovi aktualnosti, ker novi načini, nove tehnologije verjetno na lažji način omogočajo ugotoviti najpogostejše kombinacije črk, ki bi bile smiselne za krajšavo. Sonja, vidim, da imaš dvignjeno roko. Ja, pozdrav vsem. Samo toliko bi se rada oglasila, poslušam, mi je zelo zanimivo, se zahvaljujem.
Jaz bi samo toliko dopolnila, ne, kratkopis. Jaz se spomnim v petem razredu, ko smo mi prišli na predmetno stopnjo v zavodu, smo vsi dobili na mize učbenike za angleški jezik v kratkopisu. In to je bilo katastrofa, ne, in ker učitelji nekateri sploh niso vedeli, ker so se recimo sploh v mojih časih zelo hitro menjavali ti učitelji in niso znali niti brajice, kaj šele angleškega kratkopisa. In zato so bile cele generacije angleško nepismenih slepih otrok v zavodu takrat, ne. To se mi zdi, da je res en tak lapsus bil takrat v zavodu, ki si ga res ne bi smeli dovoliti. Druga stvar, ki sem jo pa želela povedati, je pa to, da vsi, ki smo šolanje nadaljevali v Škofji Loki v centru slepih, vsaj v tistih letih, ko sem bila to jaz, se pravi, sem šla leta 87 v Škofjo Loko, mi je žal, da danes ni gospoda Francija Kovačiča med nami, ki je zagotovo eden tistih, ki o brajici zelo veliko ve. No, in mi smo se takrat vsi učili Brajevega kratkopisa slovenskega. Franci nas je to učil in bili smo jezni k strela, ampak jaz še danes znam nekatere kratice in samo potem seveda ni bilo to, kje utrjevati in vem, da jaz sem še dolgo v svojih zapiskih uporabljala recimo je, po, na, da in tako naprej, no, še kakšne druge take so bile. Mislim, da, če se prav spomnim, da je bilo v kratkopisu slovenskem 240 kratic, ne me pa čist za besedo prijeti. Tako, no, samo toliko. Hvala ti za to, Sonja. No, če lahko dopolnim, Sonjo, ne? Tako sem zdaj rekel, leta 69, ko sem bil v Škofji, par mesecev me tudi Franci Kovačič učil Brajevo pisavo in me zdaj tudi naučil kratkopis. Takrat je on to zelo obvladal, ne vem pa, kako se je potem v praksi to izvajalo. Še eno vprašanje za Janjo in Anjo. A se tudi danes otroci slepi in slabovidni na centru Iris še učijo kratkopis? Ne, Ne. tega ne. Okay. Pa mogoče še za Boženo pa Petra. A se kratkopis uči odrasle slepe ljudi? Če lahko kar jaz, ne, mislim, lih obratno, ja, jaz sem predstavil, torej tiste okrajšave, ki so bile v te zadnjemu slovenskemu standardu, tistih 600 okrajšav, ki so tam noter, torej š, št, st, l, j, n, j, to sem predstavil, sem pokazal, zaradi tega, ker seveda tudi v izdajah zveze se te okrajšave pojavljajo. Zdaj, meni je, če sam še glede tega kratkopisa, neko moje mnenje, tle se mi zdi, da je ta težava, ne, omenjena je bila Škofja Loka in se mi zdi, da težava tukaj je ta izpad, ki je bil nek strokoven izpad pri delu z odraslimi po zaprtju Škofje Loke, da je naredil, da je uničil ali pokopal ali nekako zatrl nek razvoj kratkopisa v Sloveniji. Ker, ja, Anglija oziroma Velika Britanija ima kratkopis, ampak ga neguje že od leta 1900, ga neguje ves čas. Pri nas je bil pa zdaj ta prepad, ko se je enostavno zanemarjalo, ker seveda v šolstvu moraš ti naučiti pravopis tak, kot je, ne moreš zdaj že v osnovni šoli vključevati neke zamenjave besed s samo enimi znaki. In zdaj, tako da to mi je logično, da v šolstvu ni toliko kratkopisa oziroma ne pride na vrsto seveda kratkopis. Pol, ko bi prišel pa v odrasli vlogi, ko bi prišel v odrasli dobi, je pa pol ta izpad neke institucije, nekega strokovnega tima, ki bi se ukvarjal s tem, je pa pol po zaprtju Škofje Loke naredil to škodo kratkopisu. Zdaj, a se ga bo dalo obuditi, priznam, ne, še posebej zdaj, ko bomo rekli, vzgajamo mlade osebe s slepoto, ki so že od 5. 6. razreda na računalniku in na Brajevi vrstici,
ne bom rekel, da sem njihov najbolj optimističen, ne? Tudi, ne vem, časopisi kot so Delo pa Dnevnik se ne ukvarjajo, mislim, se zmeraj manj ukvarjajo s tem, kako bodo dvigali številke prodanih izvodov, ampak kako se bodo prilagodili trenutnim potrebam in trgu bralcev. In tudi mi zdaj, ne vem, z glavo rinsko zid z obujanje kratkopisa, torej govorimo o tiskanem kratkopisu, bo treba kar pretehtati, ne? Še posebej pri teh, ki jih mogoče kasneje učiva z Boženo, oni poznajo jezik črko po črko, takšnega kot poznajo, ne? Torej bi bilo, in to jim je enostavno in tle lahko mi zelo hitro pridemo skozi, ne? Pol bi pa v resnici jih učili neko novo abecedo, nek nov sistem, ki pa bi bilo učenje od začetka, učenje nečesa popolnoma novega, tudi če gledamo čisto kot kodni sistem simbolov, ne? Tako da, ampak če se vrnem, kratkopis mogoče v 8-točkovni brajici, torej v računalniški brajici, če že vidim belkle mogoče neko prihodnost kratkopisa v Sloveniji oziroma v slovenskem jeziku. Tako, malo nadaljše. Peter, hvala. A bi še kdo želel kaj reči o kratkopisu? Okay. Res lahko rečemo, da znanje brajice bistveno vpliva na kvaliteto življenja slepih in slabovidnih oziroma slepih. Odpira možnosti aktivnosti na različnih področjih in bistveno povečuje samostojnost. Kaj se slišimo, Brigita? Ja. Božena, a ste vi hoteli še reči? Ja, jaz se opravičujem, jaz imam računalnik, ne moj, društven, in potem se glede vklapljanja, izklapljanja malo imamo težav tu. Nisem navajena njimi na roko ta računalnik. Htela sem povedati, da jaz sem osnovno šolo v Ljubljani zaključila leta 1973 in mi se nismo učili kratkopisa, oziroma samo te črke, kot so L, Nj, St, Š, pet črk. Jaz osebno poznam 5 črk v tej krajšavi, drugega se mi nismo učili in jaz mislim, da hvala Bogu, če bojo vse ljudje, da se bojo učili brajice kot takšne, da še nekomu zdaj težim s kratkopisom, ne vidim smisla, no, pač to je moje mnenje, že zato, ker se itak samo bolj na glas večinoma ljudi osredotoča glede pri računalniku in tako dalje, ko posluša tudi zvočne knjige, tako da ne vem, kdo zna, vsaka čast naj to znanje ohranja, ampak na novo, ne vem, tako kot je gospod rekel, z glavo riniti skozi zid, da se vse osnove naučijo, kdo pač ima to željo in voljo, toliko z moje strani. Božena, hvala za mnenje. Ja. Sonja, a ti želiš še kaj reči, ali je ta roka še odprej? Okay. Brigita, lahko še jaz nekaj dodala, Albina? Seveda. Jaz sem tam po letu 80, sem bila na rehabilitaciji v Škofji Loki, me je tudi Franci Kovačič učil in sem se tudi naučila kratkopisa. In moram reči, da sem v svojih zapisih, ki sem jih delala potem tudi kot v službi, mi je ta kratkopis pa šel velikokrat prav. Ampak sem ga pač jaz brala sama in ga sama znala, in še zdaj ga uporabljam. Jaz sem se naučila bralove pisave in sem neizmerno hvaležna za to. Jaz berem zelo, zelo počas, ampak recimo jaz dobivam razne revije domov, ki pa izbiram gradivo za te duhovna obzorja, pa za sodelavce v ljubezni, in imam vse revije na brajlustro označen, tako da imam vse revije označene, vse CD-je imam označene. Potem, recimo, jaz pri svetih mašah ob delovnikih izbiram pesmi za ljudsko petje in včasih ne znam besedila na pamet in doma si ga napišem na listek, pa listek v brajici sabo vzamem. Pa tele finančne zapise, recimo moje izdatke, imam en Braillev list, pa si sproti zapisujem, tako da vzamem tisti list, kadar kaj rabim, tako da vem, koliko imam denarja, kakšni so izdatki. Tako za take zelo praktične stvari
ali pa mi sestra prinese oziroma nečakinja stvari, da jih dam potem v zmrzovalno skrinjo, pa napišem listke gor. Vem, da je tudi še drug način, ker nas je enkrat gospod Peter učil na enem seminarju s tistim svinčnikom. Jaz tistega zaenkrat še ne uporabljam, ampak uporabljam te listke z Braillevo pisavo. In sem pa knjige, jaz še zmeraj naročam knjige, pa imamo knjige označene z listki z brajico, tako da sem res, res hvaležna, da sem se tega naučila. Super, Albina, hvala. Jaz mislim, da po tem današnjem pogovoru res lahko rečemo, da je brajica zakona, ne? Sem pa pomislila še na eno stvar ob kratkopisu, o katerem smo se zdajle pogovarjali. Verjetno ni edina stvar, h kateri kratkopis pripomore zmanjševanju prostora, ampak verjetno bi pripomogel tudi k še hitrejšemu branju, a ne? Ker pač v resnici omogoča več informacij v enem dotiku prsta. Predvsem zapis je lažje. Jaz, kad je prej Sonja rekla, je, brez, kakšne take besede, ki smo se jih učila, še zmeraj uporabljam, ki zapisujem, da imam prej napisane stvari. Take kratke zapise, ki jih imam na listkih. Super. Jaz se vsem res lepo zahvaljujem, vsem gostom, vsem udeležencem današnje Zoom-kavice. Upam, da bo tudi ta današnji pogovor, ki mu bo morda še kdo prisluhnil na YouTubu, pripomogel k temu, da se bomo vsi skupaj spet še bolj zavedali, koliko je brajica zares pomembna in kaj vse nam omogoča. Hvala vsem. Hvala tebi.